V predlogih uprave smo videli veliko nevarnost, da bojo posebno nepremičnine Veljane odnesli v neko drugo firmo, nad katero mi ne bomo imeli več nobenega niti vpogleda, kaj šele možnosti odločanja. Moram reči, da smo mali delničarji lahko zadovoljni, saj je bil pri prenosu premoženja nepremičnin na družbo v 100% lasti predlagan nasprotni predlog Kapitalske družbe in Vseslovenskega združenja malih delničarjev, o katerem se je najprej glasovalo, tako da se oddeli od firme Veljana nepremičninski del in bojo obstoječi delničarji, ki so delničarji Veljana, tudi delničarji Veljana nepremičnine. Po tokratni skupščini lahko z velikim veseljem ugotovimo, da so delničarji kar 99% podprli nasprotni predlog, kot ga je podalo Vseslovensko združenje malih delničarjev na podlagi pisma, ki ga je poslala članica sekcije gospa Burklica na pomembnejše delničarje, da so na argumente, ki smo jih navajali, ustrezno reagirali in prisluhnili ter aktivno pristopili tudi v kapitalski družbi, tako da je bila podpora v samem nasprotnem predlogu, pa tudi na skupščini, s tem v zvezi tokrat takšna, da smo uspeli doseči sprejem sklepa, za katerega menimo, da je korak v pravo smer, da pomeni zaščito premoženja Veljane. Morate vedeti, da je v zadnjih 3 letih približno 5 milijonov evrov kapitala, torej kar 40% celotnega kapitala, bilo izgubljenega. Nujni so koraki v smer zaščite vsaj nepremičnin in s tem v zvezi z nasprotnim predlogom oddelitvijo nepremičninskega dela družbe menimo, da ukolikor bo seveda na ustrezen način uprava temu, k čemu jo je zavezala skupščina sledila, da to pomeni možnost, da vendarle delničarji pridejo do tistega, kar predstavlja pošteno vrednost. Ja, zadovoljni smo, da se je ta zadeva okrog prenosa ali odvzema te naše ljube Veljane, ki nam je prirasla k srcu, predvsem malim delničarjem, skozi desetletja, ko smo jo ustvarjali z velikim trudom, odpovedovanjem, lahko rečem z garanjem, končala tako, da upam, mali delničarji ne bodo prikrajšani. Hkrati pa izražam upanje, seveda, da bo v zvezi z dogajanjem v Veljani in opozorili, ki jih že vrsto let pravzaprav naslavljamo na vse pristojne institucije in jasno tudi na družbo in na njene pomembnejše delničarje, nenazadnje tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki je od leta 2007 vodila postopke in v lanskem letu še posebej intenzivno zbirala dokumentacijo tudi pri združenju in njenih članih, potegnila ustrezne konsekvence in prišla do ugotovitev v zvezi z izvorom in razlogi za momente, ki so problematični, verjetno bili tudi nezakoniti in lahko pomenijo oškodovanje lastnikov in delničarjev. Gre za neustrezna podvrednotenja družbe, vsaj 10-krat preniska vrednotenja in iz tega naslova razlike, torej oškodovanja, ki bi iz tega utegnila nastati za preko 10 milijonov evrov po vrednotenjih, kakršna so tu zdaj in danes.